Reakcije so bile v glavnem takšne, da je velik del javnosti ocenil, da gre za poseg v svobodo združevanja, to se pravi, da gre za poskus neke krepitve represije in tako naprej. Čeprav jaz garantiram, da to ni bil tak, da namen ni bil tak. Predlog ministra Viranta je močno omejeval državljane pri izražanju svojega mnenja na javnih zbiranjih, tako z večanjem pristojnosti policije, kot tudi z birokratizacijo, ki je povezana z visokimi stroški, kot tudi globami, če se zakon krši. Posledično pa grobo, oziroma v nekaterih delih grobo posegel v 39. člen Ustave Republike Slovenije, se pravi v svobodo izražanja, ter 42. člen pravice, se pravi pravico do zbiranja in združevanja. Zato smo se danes dogovorili, da zakon zaenkrat umaknemo iz procedure in da lepo počasi postopoma pripravljamo spremembe, tako da bo zelo jasno, da so te spremembe namenjene izboljšanju, torej olajšanju svobode združevanja.